Kar se tiče vaj te snovi, jih lahko imamo nekaj. Se pravi, podani so polinomi p od x, q od x, l od x, k od x, g od x, f od x, h od x in treba je izračunati naslednje izraze. To pač ne pomeni nič drugega, da morate samo paziti, kateri polinomi so napisani tu, ne. Če piše 5p od x, je potrebno vstaviti p od x. Tukaj, ko bo pisalo g krat f, boste pogledali, katera dva sta g krat f in jih množili. To lahko za vaje naredite, ni pa nujno. Ne. To. Poglejmo naprej. treba je poznati izračunati vrednost polinoma v točki. Se pravi, za x je -1, za x je 2, tu noter se pravi se izračuna, imate p od -1, vstavite x je -1 noter, na 7 in tako naprej in izračunate, ne. Potem določiti a, b pa c tako, da sta polinoma enaka. To bo tudi šlo, paziti morate, da boste dobili iste številke, ne. Tukaj, če je c x na 4, to pa 3x na 4, potem bo c enako 3. Tako. zdaj bomo še eno tole rešili. To eno bomo pa rešili. Druga izmed teh dveh bo pa tudi za domačo nalogo, a ne. To so vaje, ki jih lahko delate, zdaj trenutno, kar se tiče za maturo, so kar podrobne. Mi bomo polinome pač vse obdelali. Mogoče imamo zdaj tudi priložnost, tisti, ki greste na maturo, da boste tole malo bolj podrobno ponovili, ne, ker v šoli bi nam verjetno že kar precej zmanjkovalo časa, ne. Mi bomo pa zdaj še tole nalogo rešili, ker takele še pa nismo danes še nič omenjali, ne. Se pravi, treba je izračunati prosti člen polinoma, če je vrednost polinoma v točki p0 enaka 3. Kako bi se tega lotili? Vemo, da je polinom v nič enako 3. Pa vemo tudi tole, da je predpis polinoma, a ne, vse tole. Zato bi najprej izračunali, koliko bi pa bilo p od nič. P od nič računamo tako, da namesto vsakega xa vstavimo nič, se pravi, imamo zdaj 6 krat nič na 7 minus 2 krat nič na 4 plus nič na 3 plus 2 krat nič na kvadrat minus nič plus a nič. Zdaj pa, tole bomo lahko izračunali, to je neka številka, a nič v bistvu rabimo vedeti, ker to je prosti člen. Imamo še pa en podatek. P od nič je enako 3. Se pravi, tole p od nič je enako 3. Namesto celotnega p od niča bomo zdaj tukaj napisali 3. Ostalo bomo pa izračunali. Nič na 7 je nič krat 6 je nič. Minus nič plus nič plus nič minus nič plus a nič. Prav lep primer, se pravi, vse ničle se nam izničijo in dobimo 3 je a nič. Lahko bi pa bilo tukaj tudi, kaj bi se zgodilo, lahko bi tukaj dobili recimo 5 pa 7 pa bi te številke sešteli, vse na eno stran in izračunali. Tako, pa kar drvimo dalje po snovi in to so razcepni in nerazcepni polinomi. Zdaj, od prvega letnika naprej razcepljamo polinome, to se spomnite, na oklepajih razstavimo. Z Vijetovim pravilom, razliko kvadratov, tako da ste že stari mački pri tem razcepljanju in razstavljanju. Zdaj pa, nekateri polinomi se dajo razcepiti, nekateri se ne. Tisti, ki se dajo, jim rečemo razcepni. Tisti, ki se ne dajo, jim rečemo pa nerazcepni, a ne. Zdaj, na primer dajmo kakšen primer. Če imamo x na kvadrat minus 1, potem, ko damo to na oklepaje, dobimo x minus 1, x plus 1, a ne. Mogoče malo težje je tole, ko je 3 ni popoln kvadrat. Kaj naredimo? Damo minus koren 3 plus koren 3. Zdaj, do sedaj smo pač delali vse v realnih številih, a ne. In če imamo x na 4 minus 16, damo x na kvadrat minus 4, x na kvadrat plus 4. Zdaj pa tegale znamo razstaviti, a ne, dobimo x minus 2, x plus 2. No, tale
Je pa razcepen, ampak ne v številih, ki jih poznamo mi. To se zgodi v kompleksnih številih. Zdaj pa, za naše razmere in za poklicno maturo tega ne rabite znati. Imaginarna komponenta števila se reče i in v bistvu lahko se zgodi, ne, da ko kvadriramo kompleksno število, dobimo tudi negativno vrednost. Zaenkrat bi to pustila pri miru, ker ne rabite, ne mi, ne vi. Meni so sicer imaginarna komponenta všeč. Lahko si pogledate na kakem Youtube posnetku, ampak mi bomo polinome razcepljali le v realne. Tisti, ki se tu ne bojo dali, bomo rekli: ne, stop, ne da se, ni razcepen. In prvi primer je že tak nerazcepnega polinoma, če imate x na kvadrat plus neko število. In tega morate znati prepoznati, a ne. Če imate x na kvadrat plus število, to ne gre. Ni razcepen. V realnem, a ne. Ni razcepen. Tako. Zdaj pa naprej. Postopki za razcepitev polinomov, a ne. Tule so našteti. Mislim, da smo jih že enkrat ponovili tam pri ponovitvi prvega letnika, pa v prvem letniku smo naredili vse razen Hornerjevega algoritma, a ne. In, zato bomo tukaj zdaj na hitrico ponovili, prav? Če bo še kdo imel kako vprašanje, bo pa že me dobil in vprašal. Najprej izpostavljanje skupnega faktorja. To je vedno prva stvar, ki jo preverimo. Kaj bi bil primer? Recimo, če imamo p od x je x na kvadrat plus 4x. Skupno tem je x, zato damo x, pa ostane x plus 4, a ne. Pri izpostavljanju je tako, preverite se, če pomnožite nazaj, dobite ravno zgornjo vrednost. Dobro. Razlika kvadratov. Tole smo že zdaj malo omenjali, se pravi, če imamo dve stvari na kvadrat, recimo x na kvadrat minus 100, potem lahko rečemo, dva člena sta, minus je vmes, lahko bomo na razliko kvadratov razstavili. X na kvadrat minus 100 je pa 10 na kvadrat. In potem te dve damo v oklepaje. Prva je z minusom x minus 10, druga pa x plus 10. Tako, to je bil kvadrat. Razlika kubov gre podobno, gre po formuli. Tule je formula napisana. Se pravi, če bi imeli x na 3, pa dajmo zdaj plus 8, to je v bistvu x na 3 plus 2 na 3. In zdaj po formuli, tole bo naš a, tole pa naš b. Najprej napišemo kar brez kubov, to je x plus 2. Potem pa damo prvi a na kvadrat, se pravi x na kvadrat, plus ta dva zmnožimo zdaj, 2x pa plus zadnji na kvadrat je 4. In tale polinom se naprej ne da razcepiti, to je tudi nerazcepen. Pa tako naprej, a ne. Dobro, to je zdaj razlika kubov. Vietovo pravilo. Vietovo pravilo imamo zdaj takole x na kvadrat plus 5x plus 4. To je en tak dober primer. Za Vietovo pravilo si najprej pripravimo štalico, a ne, x pa x na vsako stran. Zdaj pa vedno začnemo z zadnjim in damo na krat. To je lahko en krat 4 ali 2 krat 2. Zdaj pa moramo iz en krat 4 in 2 krat 2 dobiti plus 5. Plus 5 lahko dobimo iz plus 1 plus 4. En krat 4 je 4, plus 4, a ne. Plus 1 plus 4 je pa plus 5. In ti dve števili sta ustrezni, zato jih tudi tu napišemo. Plus 1 plus 4. To je Vietovo. Formule za ničlo kvadratne funkcije si poglejte, to je tisti d je b na kvadrat minus 4ac, potem pa x1, 2 sta pa minus b plus minus koren d, polomljeno z 2a.
Kje pa že dobimo a, b pa c? Tule. Ax na kvadrat plus bx plus c. To je formula za kvadratno funkcijo. Poglejte si pri ponovitvi kvadratne funkcije, ne. Tako, pa še imamo izpostavljanje dva po dva. Recimo to bo pa primer x na tri plus 3x na kvadrat plus 5x plus 15. Dva po dva člena skupaj. Mi smo rekli dva po dva, ne, po dva člena skupaj. Takrat, kadar je štiričlenik, vzamemo najprej dva in dva člena skupaj in izpostavimo, kar je skupnega v teh dveh. V teh dveh je x na kvadrat skupen, pa ostane x plus 3. Plus tu je pa 5 skupno, pa ostane x plus 3. Če dobro pogledate, potem je tale oklepaj enak temule. In zdaj bomo izpostavili v drugem koraku ta oklepaj. X plus 3 krat, zdaj moramo pa dobiti, kar ostane. V tem primeru tule ostane x na kvadrat, pa v drugem x plus 5. In imamo razstavljen polinom, a ne. Dobro. Zdaj pa poskusimo razstaviti tehleh nekaj polinomov. Tule imate že rešitve, tako da si najprej prepišite tega, pa potem poskusite rešiti, a ne. In tako naprej dalje. Na primer, kako zdaj določiti, kje kaj narediti. Tule so štirje členi. To bo šlo dva po dva. Tule sta dva člena. Najprej izpostavite, kar se da, potem pa bo verjetno razlika kvadratov. Tule spet izpostavite, kar se da, pa Vietovo pravilo. Tule so štirje členi, se pravi dva po dva. Izpostavljanje, tule je razlika kvadratov, tale je nerazcepen po formuli za, morate iti po formuli za kvadratno funkcijo. Tole je pa Vietovo pravilo tudi, a ne. Tako da. Tole si še poglejte, če se vam zdi, da vam razstavljanje ne gre, potem je to dobra vaja, rešitve pa poskusite ne goljufati, ne. Najprej si prepišite, potem pa rešite, potem si pa preverite, če je to to.